Spoštovani, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki jo posvečamo odločitvam vezanim na COVID-19, ki jih je na današnji seji na podlagi včerajšnje razprave s člani svetovalne skupine sprejela Vlada Republike Slovenije. Z nami sta danes minister za zdravje gospod Poklukar in vodja svetovalne skupine docentka dr. Mateja Logar. Besedo najprej predajam, se opravičujem, ministru. Izvolite. Spoštovani, zadnje dni smo skupaj s posvetovalno skupino za COVID-19 z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in pa seveda vlado intenzivno pretresali trenutno epidemiološko situacijo. Podatki žal niso dobri, še manj pa so dobre razmere v bolnišnicah. Preden predstavim nadaljnje ukrepe, bom na kratko orisal situacijo v bolnišnicah. Na današnji dan je bilo novo okuženih 3166 prebivalcev Slovenije, kar je 1021 več kot prejšnjo sredo oziroma torek. Bolnišnično oskrbo potrebuje 393 ljudi, od tega jih je 253 zdravljenih s kisikom, v enotah intenzivne terapije pa je kar 133 bolnikov zaradi COVID-19. V starostni skupini od 15 do 24 let beležimo skoraj 2300 potrjenih primerov v zadnjem tednu, v skupini od 35 do 44 let pa preko 2500, torej v obeh skupinah dvakrat toliko oziroma več kot dvakrat toliko kot pred tednom dni za pretekli teden. Na Ministrstvu za zdravje dnevno spremljamo stanje zasedenosti s COVID pacienti v slovenskih bolnišnicah. Tedensko po potrebi tudi večkrat organiziramo audio-video konference z vsemi strokovnimi direktorji bolnišnic, ki so v strategiji opredeljene kot COVID-ne bolnišnice. Glede na stanje zasedenosti, razmere v posamezni regiji in napovedane modele usklajujemo skladno oziroma njihove kapacitete skladno z epidemiološko sliko oziroma potrebami prebivalcev zaradi okužb. Danes zjutraj so zasedene vse kapacitete navadnih postelj, a seveda je že danes predvideno povečanje, tako da iz te strani seveda ni bojazni, da teh postelj ne bi zagotovili. So pa bile postelje na intenzivnih oddelkih danes 92% zasedene. Na osnovi podatkov v tednu med 18. in pa 24. oktobrom letos, ko je bilo kar za 76% več potrjenih primerov in 47% več sprejemov bolnišnice kot teden prej, smo včeraj sprejeli sklep za povečanje kapacitet na navadnih oddelkih iz 390 na 428 postelj z današnjim dnem. Pri intenzivnih posteljih imamo aktiviranih trenutno 140 postelj. Ob tem smo napovedali potrebo po dodatnem povečanju kapacitet za petek, se pravi 29. oktobra. Predvideno, žal, je odprtje še dveh COVID bolnišnic, in sicer Sežane in Topolšice, tako da bomo skupaj imeli odprtih že 15 COVID bolnišnic. Jutri bo z bolnišnicami sklican nov sestanek, kjer bo predstavljena zadnja napoved Inštituta Jožef Štefan in pa seveda potrebne kapacitete v slovenskih bolnišnicah. Glede na napovedi bomo v petek omejili izvajanje vseh nenujnih programov in povečali kapacitete za navadne in intenzivne postelje. To nam narekuje in od nas terja epidemija. Napoved, ki sem vam jo predstavil, seveda ni dobra. Pravzaprav gremo v najslabše stanje v času epidemije, se pravi, odkar se soočamo z COVID-19. Če smo na začetku epidemije s strahom gledali sedanjo Italijo, se opravičujem, takratno Italijo,
smo zaradi nizke precepljenosti na prelomni točki, ko se nam lahko zgodi scenarij iz Bergama. Ja, prav ste slišali. Situacija je tako resna. In kaj bi pomenil zlom zdravstvenega sistema za nas? Kajti to se je zgodilo v Bergamu takrat. To pomeni, da bi se zdravstvo usmerilo samo še v COVID-intenzivne oddelke in nujna stanja na urgencah. Naše bolnišnice sicer lahko aktivirajo 220 postelj intenzivnih enot za COVID. Toda seveda vedno je vprašanje, kdo bo zdravil ob teh posteljah. Težko je bilo v drugem valu, težko bo tudi v tem valu. Zdravstvene delavce bomo morali prerasporediti iz drugih zdravljenj, kar pomeni, da ne bomo imeli anesteziologov za na primer operacijo kolka, hrbtenice ali še česa drugega nenujnega. Vsi posegi iz čakalnih seznamov se bodo preložili na kasnejši datum. Vsakim covidnim bolnikom več zmanjka prostora za nenujne necovidne, a prav tako bolne ljudi. Zmogli bomo reševati zgolj še življenja in v izogib temu poziv vsem prebivalcem, da sledijo priporočilom in ukrepom, ki jih poskušamo z stroko implementirati že praktično ves čas orodja oziroma boja z virusom. In prav je, da ko govorimo o boju z virusom, da ne popustimo, ja, tako kot se morda zdi in se je dogodilo po 14. septembru, ko smo bili uspešni pri izvajanju PCT protokola, pa vendar so družbena dogajanja in relativizacija tega ukrepa pustile neslutene pa danes videne posledice. Imamo torej orodje in imamo orožje in to je cepljenje. Žal tega ne uporabljamo. Nad 18 let je na današnji dan z enim odmerkom cepljenih 66% prebivalcev. To je v tem trenutku, ko beležimo strm vzpon okuženih, izjemno nezavidljiva popotnica in seveda je napoved lahko samo zaskrbljujoča. Spoštovane državljanke, spoštovani državljani, nikoli ne bom oporekal svobodi razmišljanja in kritiki v družbi na strpen in miroljuben oziroma človeka sprejemljiv način. Pa vendarle, danes stojim pred vami kot predstavnik zdravstva. In moja naloga je, da zaščitim življenje ljudi in naše zdravstvene delavce, ki so v prvih bojnih linijah. Lahko dvomite, lahko se ne strinjate, lahko tudi kritizirate in imate pomisleke. Vendar vse to je, tako kot je tudi prav, legitimno in je jedro demokratične družbe. Toda z nasprotovanjem ukrepom za preprečevanje širjenja virusa v tem trenutku ne pomagate zdravju ljudi in zaposlenim v zdravstvu. Ta trenutek nam to ne pomaga obvladati epidemije. Ta trenutek to ogroža zdravje in življenje ljudi. Ko smo uvedli PCT pogoj, smo pokazali jasno, tako kot sem že povedal, da ta ukrep učinkuje, če ga izvajamo in to vsi. Tako uporabniki, kot tudi izvajalci storitev. Na začetku je več kot prepričljivo delovalo dobro. Število okuženih se je celo zmanjševalo. Razmere v bolnišnicah so bile obvladljive oziroma celo do neke mere boljše kot pred uvedbo samega PCT protokola. Pa vendar enormno visoke številke pozitivnih tedni kažejo, da nismo več dosledni, da se ne držimo tega, kar nam je šlo zelo dobro v sredini septembra. Izvajanje
ukrepa PCT v družbi ta trenutek očitno ne deluje, kot bi si želeli. Preverjanje na terenu je prej izjema kot pravilo. Pa tukaj ne kažem s prstom na nobenega krivca, niti ne iščemo pravičila za nikogar. Opažamo pa tudi povečano število ponarejenih potrdil. Tudi to ni tisto, kar si želimo, kar odraža zrelo družbo in kar nam daje popotnico iz epidemije. Ravno tako nošenje mask ni dosledno. Da ne komentiram, da smo na mehurčke že zdavnaj pozabili. Virus nas zato potiska v situacijo, ko moramo zaradi zdravja ljudi predlagati dodatne ukrepe. Sprejeli smo spremembe odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb. Pa ne zato, da je bilo zdajšnjim odlokom kaj narobe, ampak zato, ker epidemija terja, da ga naredimo še bolj funkcionalnega na način, da omejujemo epidemijo. Tako uvajamo redno presejalno testiranje v vseh bolnišnicah in socialno-varstvenih zavodih. To pomeni, da bomo uporabnike in oskrbovance redno po protokolu testirali, da preprečimo izbruhe okužb znotraj institucij, saj te institucije morajo delovati ne glede na stopnjo epidemije, na stanje duha v družbi, na politiko ali na karkoli, kajti tam so najbolj ranljivi prebivalci Republike Slovenije. Za upravljanje dela se poviša tudi pogostnost testiranja s testi za samotestiranje na 48 ur. Prav tako se samotestiranje na 48 ur uvede tudi za učence in dijake ter študente. Samotestiranje je potrebno ravno tako tudi za udeležbo v športnih programih, športno-rekreativnih dejavnostih in obšolskih dejavnostih.